Državni zbor je marca sprejel spremembe zakona o dohodnini. Ta uveljavlja nižjo obdavčitev plač, kar pomeni, da bodo ljudje dobili višjo plačo. Po izračunu Ministrstva za finance bo tisti, ki prejema minimalno plačo, letos prejel približno 160 evrov več. Tisti, ki prejemajo povprečno plačo, bodo letos dobili približno 260 evrov več. Tisti, ki prejemajo 6-kratnik povprečne plače, pa bodo letos dobili 2130 evrov več oziroma vsak mesec približno 178 evrov več. Po sprejetem zakonu bi se v prihodnjih letih obdavčitev še zniževala oziroma plače še zviševale. Davčne spremembe pozdravljajo v Gospodarski zbornici Slovenije, ker bodo ljudje dobili višja neto izplačila. Vendar je nastajajoča koalicija pod vodstvom Roberta Goloba napovedala, da bo nekatere spremembe razveljavila. Mi smo spremembe zakona o dohodnini sprejeli z velikim odobravanjem. Tudi ves čas od priprave pa do sprejema smo podpirali to spremembo. Že dalj časa, že vrsto let opozarjamo na prevelike obremenitve plač. Naši zaposleni, ki imajo primerljive bruto plače z drugimi zaposlenimi v drugih državah, prejmejo bistveno nižji neto in to je korak v smeri, da ljudje dobijo večji neto izplačila. Vsi se zavedamo, da neto je ta del plače, s katerimi lahko razpolagamo. Po analizi Fiskalnega sveta ima Slovenija nekoliko nadpovprečno obdavčitev dela in nekoliko podpovprečno obdavčitev kapitala. Zaradi nižje obdavčitve bo država letos iz davkov prejela 184 milijonov evrov manj. Gorenšček meni, da bo država ta primanjkljaj pokrila z višjo potrošnjo in gospodarsko rastjo. Jaz verjamem, da država, ki je predlagatelj tega zakona, je naredila simulacije in izračune, na podlagi katerih je ugotovila, kakšne razbremenitve lahko ponudi zaposlenim in posredno gospodarstvu. Zakaj posredno gospodarstvu? Zato, ker to pomeni potem manjši pritisk na povečanje bruto plač. Najvišja stopnja dohodnine za tiste, ki zaslužijo več kot 74.160 evrov letno, se je znižala iz 50% na 45%. Znižala se je tudi davčna stopnja od dohodka iz oddajanja nepremičnin v najem iz zdajšnjih 27,5% na 15%. Nižja bo tudi obdavčitev dohodkov iz kapitala. Spremembam zakona o dohodnini nasprotujejo na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije. Kot so zapisali za Spletno TV, predlog sprememb ni vseboval nobenih analiz in izračunov, kako naj bi se izpad sredstev v proračunu nadomestil. Dodajajo, da razbremenitev dohodkov od dela s povišanjem splošne olajšave in znižanjem najvišje dohodninske stopnje najbolj davčno razbremeni tiste z najvišjimi dohodki. Analizo učinkov sprememb zakonodaje je naredil tudi Fiskalni svet. In tam smo ugotovili, da sicer je možno, da bi znižanje dohodnine tudi v določeni meri prispevalo gospodarski aktivnosti, gospodarski rasti. Ampak po drugi strani zagotovo bo to povečalo javnofinančne primanjkljaje, tudi na dolgi rok. In to povečanje bo tolikšno, da tudi višja stopnja, torej tega povečanja primanjkljajev, tudi morebitna višja stopnja gospodarske rasti ne bo mogla povsem kompenzirati. Ampak glavni očitek pri tem ne gre
znižanju dohodnine, kajti marsikateri elementi tega paketa znižanja so pravzaprav koristni. Ampak predvsem v to, da je vlada ta predlog pripravila brez podrobnejših izračunov, brez simulacij, ki bi pokazale pozitivne pa tudi negativne strani, pa tudi brez kompenzacijskih ukrepov. Kaj se zgodi, če znižanje prihodkov od dohodnine povzroči resen upad javnofinančnih prihodkov nasploh in s tem povečanje javnofinančnih primanjkljajev. Spremembe zakona o dohodnini so sicer uvedle še mnogo drugih ukrepov. Nekaj sprejetih sprememb davčne zakonodaje pa bo razveljavljenih, je napovedala nastajajoča koalicija pod vodstvom Goloba. Splošna davčna olajšava naj bi bila višja samo letos, potem pa se ne bo več zviševala. Ponovno naj bi se zvišala obdavčitev kapitala in najemnin. Prav tako napovedujejo, da se bo uvedel davek na nepremičnine oziroma premoženje, v kakšni obliki pa še ni znano.